Seveda bo zahteva za preiskavo zoper predsednika vlade odmevala tudi v naslednjih dneh, še posebej v politiki. Kako na njo gleda predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša, zakaj je proti uvedbi obvezne božičnice, kaj pravi na idejo predsednika vlade Goloba, izrečeno v torek v našem studiu, da božičnica ne bi bila obvezna, če bi se ji odpovedali zaposleni v podjetju. Gre pri predlogu SDS-a za dvig splošne dohodninske olajšave, ki bi ljudem več prinesel denarnice za nabiranje volilnih glasov pred volitvami. So manj kritični do pobiranja denarja za dolgotrajno oskrbo glede na napoved premierja Goloba, da naj bi pravice iz dolgotrajne oskrbe zaživele v celoti 1. decembra. Ali meni, da ga lahko Robert Golob spet premaga na volitvah? Je Anže Logar njegov skriti adut za sestavo desnosredinske vlade po volitvah? Kaj meni o Vladimirju Prebiliču? Vse to bomo izvedeli iz prve roke, saj je naš gost predsednik SDS-a Janez Janša. Dobro večer. Gospod Janša, najprej, zakaj vi menite, da tožilstvo zahtevo za sodno preiskavo zoper premierja Goloba dramo zgolj zavlačuje in drži Goloba v šahu, kot ste zapisali? Ja, zato, ker gre tukaj za enostavno zadevo. Zdaj, če je tožilstvo presodilo, da obstaja utemeljen sum, potem bi moralo vložiti neposredno obtožnico, ker je v bistvu vse že dokazano. Saj obtožba je bila strani ministrice, bivše ministrice Bobnarjeve javno izrečena, predsednik vlade jo je javno potrdil in nazaj namočil seveda ministrico, tako da jaz ne vem, kaj je tukaj treba preiskovati. Ljudje so bili odpuščeni, se pravi, posledice teh dejanj so tudi znane. Ampak zadeva tukaj na okrožnem sodišču, kamor se zdaj seli zadeva Bobnar, je možna tudi sodna preiskava. Takrat jo tožilec zahteva, ko ni še gotov, ali so izpolnjeni vsi pogoji za kaznivo dejanje in sodišče potem odloči. To je ena od možnosti. Ali to morda že kaže na to, da morda pa vseeno tožilci niso tako gotovi, kot vi pravite? Ne, zdaj tožilc pač presodi, ali obstaja utemeljen sum, potem, ko dobijo ovadbo in pri enostavnih zadevah vloži neposredno obtožnico. Neposredna obtožnica je bila vložena celo v zadevi Patria, kjer so pol pripeljali nekaj vagonov dokumentacije, ki se je mlela na 55 obravnavah, pa ni bilo sodne preiskave. Ampak to zaradi tega, ker na okrajnem sodišču je možna samo sodna preiskava, sploh ni mogoča, mogoče je samo direktna obtožnica. Na tem okrožnem sodišču, kamor se zdaj seli zadeva zoper Roberta Goloba, pa je možna tudi sodna preiskava. Ampak vsebinsko to nič ne spremeni stvari, sej mislim, da smo vsi slišali tako Bobnarjevo kot tudi gospoda Goloba, ki je priznal, da je naročil čiščenje janšistov in ne vem, kaj treba tukaj še preiskovati. Tudi žrtve so znane. Se vam ne zdi, da ta vložitev zahteve za sodno preiskavo podira vašo tezo, da je šlo pri preiskavi pri podpredsedniku vaše stranke SDS-u, gospodu Hojsu, za politično motivirano dejanje, cilj katerega je bil preusmeriti pozornost na katastrofalne rezultate Golobove vlade, kot ste zapisali, glede na to, da je danes tožilstvo vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper predsednika vlade Roberta Goloba, kar pomeni, da on tožilstva ne obvladuje. No, ga pa pač nekdo drug. Kdo po vaše? Gospod Golob ni predsednik vlade zato, ker bi dolga leta vodil stranko, ki bi zrasla organsko, predstavila dober program, se preizkusila na lokalnih volitvah in potem zmagala na državnih volitvah in za neko usposobljeno, preizkušeno ekipo potem vodila vlado. Ampak je zmagal zato, ker ga je neko ozadje zbralo, ga sforsiralo, stranko je ustanovil nekaj mesecev pred volitvam. In zdaj očitno to ozadje presodilo, da je treba pretočiti glasove k stranki Vladimirja Prebiliča, ki nastaja, ali pa vsaj del teh glasov in pač vse gre po scenariju. To nima nobene veze s tisto farso, ki se je dogajala v hiši gospoda Hojsa, kamor so poslali policijo, ki lahko preiskuje samo tiste, ki imajo policijska pooblastila. Celo ko so mene aretirali tam leta 1988, je mene aretirala civilna udba Ivana Borštnerja pa vojaška policija, ni prišla po mene vojaška policija. A nam lahko poveste, kdo so ta ozadja, ki po vaše potem obvladujejo tožilstvo, da lahko gre potem tudi poskušati procesuirati predsednika vlade? Nekdanji predsednik društva političnih zapornikov, zdaj žal že pokojni, mi je dejal, da so bili z delegacijo tega društva pač nekaj let po
demokratizaciji pri gospodu Kučanu, ki je bil takrat predsednik države ali pa predsednik predsedstva, in so rekli, da bo potrebna reforma sodstva. Pa je gospod Kučan rekel, sodstvo mi pa na miru pustite. Povejte mi, kdo po vašem mnenju, a bi moral zdaj predsednik vlade Robert Golob, ne glede na to, da je vložena zahteva za sodno preiskavo zoper njega, potegniti že morda kakšne politične konsekvence, mogoče odstopiti, ali po vašem mnenju še ni čas za to? Ja, zdaj, če bi gospod Golob danes odstopil ali pa jutri odstopil, potem naslednjo uro ne bi nihče več govoril o tej zahtevi za sodno preiskavo. Sicer se bo to mlelo, pa še mogoče bi prehitel ustanovitev stranke glavnega konkurenta, saj se ve, kdo ogroža pač ta rezultat Svobode, ne, to je stranka gospoda Prebiliča, ki nastaja. Zdaj, ali bo pač gospod Golob to naredil ali ne, jaz ne vem. Ali pa mogoče, ne, če bi to naredil, bi najbrž prvič dokazal, da samostojno nastopa v tej politični areni in da ni več podložen tistim, ki ga posedijo na stolček tam v Ljubljanskem gradu, pa mu naročajo, kaj naredi. Nam lahko poveste, kaj se bo po vašem mnenju zdaj zgodilo? Kakšna je ta vaša ocena zdaj? Ali menite, da smo zdaj s tem kaj bliže predčasnim volitvam? To je predvsem odvisno od pač gospoda, ki ga imate na ekranu, ne? Od natančno njegove odločitve. Dlje bo čakal, slabši bo rezultat za Svobodo. Zakaj? Zaradi razlogov, ki sem jih navedel prej. Dobro. Nadaljujeva z eno najbolj vročih tem teh dni, uvedbo božičnice. Zakaj vi ne podpirate predloga predsednika vlade Goloba, da bi uvedli obvezno božičnico? No, mi absolutno podpiramo čim višjo božičnico, tam, kjer se lahko izplača iz denarja, ki obstaja. Smo pa proti temu, da se izplačuje denar, ki ga ni in se zaradi tega zadolžujejo prihodne generacije ali poslabšuje položaj podjetij ali, če hočete, države, ker pač vsako kosilo je treba enkrat plačati, ne. Jaz ne vem, kako bo, no, kar se tiče države, pa tega predloga, da se izplača božičnica v javnem sektorju, v državni administraciji. Zdaj, takoj, ko bo gospod Golob prinesel v državni zbor podatke o tem, da imamo presežke v proračunu ali pa da imamo vsaj proračun izravnan, bomo mi z veseljem podprli čim višjo možno božičnico. Ampak poglejmo, kaj o možnih izjemah izplačil božičnice dejal predsednik vlade Robert Golob. In seveda moramo najti odgovor, ali obstajajo izjeme od obvezne božičnice. Spravi, v katerih primerih bi se pa lahko neko podjetje temu odpovedalo. Moj predlog je, da takrat, ko gre podjetju, da najboljše poznajo sliko v podjetju ne menedžeri, ampak zaposleni. In da božičnica zagotovo ni namenjena temu, da bi zaposleni izgubljali delovna mesta. Zato je moj predlog, da takrat, ko bo večina zaposlenih prepoznala, da podjetje slabo stoji in se bo božičnici odpovedalo, zato da ne bi potopilo podjetja, jaz sem za to, da se v takem primeru božičnica ne izplača. Prostovoljna odpoved strani delavcev se mi zdi upravičena. To je način, kako se vzpozdi tudi socialni dialog znotraj podjetja. Bi podprli tak predlog? No, gospod Golob je bil menedžer v državnem podjetju GEN-I in jaz verjamem, da so finančno situacijo v tem podjetju zaposleni bolj poznali kot on, ki je bil menedžer. Jaz mislim, da je o sebi govoril, dvomim pa, da je podobna situacija tudi v vseh ostalih podjetjih. Predlog, ki ga je pa on dal, je po moje neizvedljiv. Zakaj? Ja, mislim, kako boste pa naredili to glasovanje pa to odločanje. Kakšen je potem vaš predlog glede božičnice? Naš predlog je, da se čim višja božičnica izplača povsod, ker imajo denar. Gospod Janša, kmalu zatem, ko je predsednik vlade Golob predlagal uvedbo obvezne božičnice, ste v vaši stranki prišli s predlogom za dvig splošne olajšave pri dohodninski lestvici. V letu 2026 bi splošna olajšava znašala 8 000 evrov, leta 2027 9 000 evrov, 2028 10 000 evrov. To konkretno pomeni, da bi nekdo v letu 2028 z minimalno plačo neto letno pridobil 750 evrov, nekdo s povprečno slovensko plačo blizu 1400 evrov, nekdo z dvakratno povprečno plačo pa blizu 2000 evrov. Ste vi vložili tak predlog zato, ker ste ocenili, da glede na to, da Robert Golob predlaga obvezno božičnico, da je prav, da vi na ta način dobite oziroma lovite glasove na volitvah?
Torej, mi smo ta predlog dali zato, ker je tak predlog bil že sprejet, je bil že uzakonjen v prejšnjem mandatu, pa ga je vlada gospoda Goloba oziroma koalicija gospoda Goloba preklicala. Ampak vložili ste ga potem, ko je on predlagal božičnico, ne, lahko bi ga še enkrat prej. Če ga vlada ne bi preklicala, potem bi že letos zaposleni dobili praktično še na povprečno plačo, povprečno mesečno plačo v enem letu. In potem, ko so prišli ven s predlogom za božičnico in ko so govorili, da je treba pač plače razbremeniti, se pravi, so priznali napako, sej tukaj ste imeli predsednika ene vladne stranke, ki je priznal napako, zakaj, da so pokvarili to reformo oziroma da so preklicali zakon, razveljavili zakon, smo mi ponudili boljšo varianto, se pravi, splošna davčna olajšava kot inštrument za to, da se neto plače povečajo, je najbolj eleganten model za razbremenitev plač. Ampak je pa tudi eleganten model za pridobivanje volilnih glasov, ker ljudem bo ostalo več, date ga pred volitvami, ljudje si to zapomnijo. Ampak zapomnijo si lahko tudi vlado, pa vladne stranke, če tak predlog podprejo. Dobro. Poglejmo, kaj je o tem vašem predlogu dejal predsednik vlade Robert Golob. Priznam, da predlogov celoti ne poznam. Poznam predloge, ki so bili izvedeni v njihovem zadnjem mandatu, ki so bili izrazito usmerjeni v razbremenitev najbolje plačanih. Naša vlada se ne strinja s tem, da je izvajanje socialnih politik in politik, ki so po meri večine Slovenk in Slovencev, nagrajevanje najbogatejših. In zato je večina naših ukrepov usmerjena v to, da izboljšujemo življenjski standard tistih, ki so v spodnje plačanih razredih. Kaj pravite na to? Ste vi skrbeli za bogatejše, gospod Golob, pa za šibkejše s svojimi predlogi? Imamo predsednika vlade, ki ne ve, kaj je to splošna davčna olajšava. Zdaj, če se ta splošna olajšava dviga, pomeni, da imajo tisti, ki imajo nižje plače, bistveno večji del plače razbremenjen davkov, kot tisti, ki imajo višje plače. Saj ne ve, kaj govori. Veliko je kritik na dolgotrajno oskrbo, tudi iz vaše stranke. Predsednik vlade je v torek v tem studiu napovedal, da pričakuje, da bomo zadnje storitve iz paketa dolgotrajne oskrbe dobili 1. decembra. Na očitek, da se denar pobira za storitve, ki še niso na voljo, pa je odgovoril takole, poglejmo. Dolgotrajna oskrba ima 4 storitve. Mogoče vi govorite o eni od njih. 4 storitve. 2 se že izvajata. Ena se izvaja od letos julija, druga se izvaja že leto in pol. In sredstva, o katerih vi govorite, ki se pobirajo od letošnjega julija, grejo za vse 4 storitve. Ne grejo samo za tisto, ki se bo začela izvajati s 1. julijem, in ta je, da se bo oskrbnina v domovih bistveno zmanjšala. Gospod Janša, so potem vaše kritike na pobiranje prispevka za dolgotrajno oskrbo neupravičene? Glejte, se nekatere storitve dolgotrajne oskrbe so se izvajale tudi že prej, ko tega zakona ni bilo. Sej tudi tukaj imamo predsednika vlade, ki ne ve, kaj govori. Ni pa tistih dodatnih, za katere se pobira denar, pa storitev še ni. Oziroma, moram izreči vladi pa ministru Maljevcu čestitko. Nacionalna televizija pa je danes objavila, da je bila izdana prva odločba, na roke napisana, oktobra leta 2025, tako da nekaj se le premika. Ampak predsednik vlade Golob pravi, če bi opozicija res želela dobro ljudem, ne bi ministru Maljevcu dali priložnost, da izpelje še te zadnje aktivnosti. Do 1. decembra je dejal, da ga bo predsednik vlade tudi čakal. Glejte, gospod Slak, zakon, kot ga imamo, z minimalnimi popravki, ki so jih sprejeli kasneje, bil sprejet že v našem mandatu. Mi bi dolgotrajno oskrbo morali imeti že 2 leti. Pa so odložili za 1 leto izvajanje zakona. Res so potem na referendumu dobili tudi neko podporo za to, se pravi, imajo neko legitimnost pri tem. Ampak oni so rekli, da bodo 1 leto odloga izvajanja zakona porabili za to, da vse pripravijo. Zdaj pa v digitalni dobi, v času umetne inteligence, oktobra leta 2025, danes slavimo, ker so prvo odločbo napisali na roko. Ampak pravi, da je to zato, ker 30 let da tudi vaša vlada potem se ni upala ugrizniti v to jabolko. Sej ni res. Naša vlada
je prvo ugriznila to jabolko, sprejela zakon, ni pa uvedla dodatnega davka za storitve, ki jih še ni bilo. Mi smo zelo jasno povedali, da če se bo pokazalo, da je to potrebno potem, ko storitve bodo, bomo razmišljali tudi o dodatnih prispevkih. Upamo pa, da bo visoka gospodarska rast pa racionalizacija funkcioniranja države ustvarila dovolj finančnega manevrskega prostora v proračunu, da zato ne bo potrebno dodatnih davkov. Povejte nam, gospod Janša, vlada je dala obravnavo proračuna za naslednje 2 leti, primanjkljaj bo znašal 2 milijardi, vendar znotraj okvira 3%. Predsednik vlade pravi, da zmanjšujemo primanjkljaj in tudi stroške na obresti kreditov, ki jih država jemlje za servisiranje javnega dolga, so nižji, izrazito pa se je povečalo vlaganje v znanost in zdravstvo. Podpirate ta 2 proračuna? Glejte, jaz sem včeraj pa danes malo bral tisti del proračunskih dokumentov, ki so dostopni in so številke grozljive. Sicer lahko stvari prikazujete tudi tako, kot vlada poskuša, ampak trda dejstva govori o tem, da je v dosedanjem delu mandata, ki se skoraj izteka, Golobove vlade, ta vlada zadolžila državo za skoraj 8 milijard. 8 milijard. Oni govorijo v procentih, je to manj, glede na to, da se je tudi bruto domači proizvod povečal, ampak 8 milijard bo treba vrniti. Ampak pravi primanjkljaj je bil v času vaše vlade proračunski večji. Za naslednji 2 leti pa se predvideva primanjkljaj še za 4 milijarde, oziroma zadolževanje še za 4 milijarde, kar skupaj znese 12 milijard. V našem mandatu, ki je bil polovičen v času covida, je bil eno leto primanjkljaj res večji, ampak to je bil čas covida, ko se je cel svet za to zadolževal, smo pa zato ta denar pametno porabili in leta 2021 je imela Slovenija drugo najvišjo gospodarsko rast v Evropi, realno, nominalno smo bili celo prvi, tako da, in če gledamo številke tudi za čas Golobove vlade, vidimo, da je bil najmanjši primanjkljaj leta 2022, ko smo mi imeli 5 mesecev, ostali del mandata pa je bila Golobova vlada, edino takrat je bil primanjkljaj manjši kot 1,5 milijarde. Gospod Janša, če pogledamo proti naslednjim volitvam, a se vi bojite Anžeta Logarja ali Anže Logar dela za vas in vam bo pomagal, imate skrit dogovor, da zdaj pač se dela tako, da sta politična rivala, ampak da sta dogovorjena, da vam poskuša pomagati pri oblikovanju desno-sredinske vlade po naslednjih volitvah? Zdaj, gospod Logar bi lahko pač pripomogel k temu cilju, ki ga omenjate, samo na ta način, da bi pobiral glasove na levi, ampak on jih tam ne pobira. Se pobira jih po rezultatih Mediane vam, po javnomnenjskih raziskavah, zajeda se v vaše volilno telo. Tudi po naši raziskavi, ki smo jo naredili v velikem številu volilnih okrajev, gospod Logar dobi glasove izključno na škodo Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije. Ne pobere praktično nič levim strankam. Pa vi še verjamete, da je možna desno-sredinska koalicija po naslednjih volitvah? Zaradi tega je gospod Logar enak projekt, kot je bil projekt Veren, se pravi nekaj, kar škodi in mi na to ne računamo. Tudi težko je podpisati koalicijsko pogodbo z nekom, ki je že pred tabo podpisal neko pogodbo, pa je potem krši. Zdaj, kako boš človeku verjel? Slovenska demokratska stranka dela koalicijo z volivci. Volivci bodo tisti, ki bodo presodili, ali se lahko Slovenija še naslednja 4 leta vleče po močvirju, kjer nas sosednja država Hrvaška, ki je bila leta 2008 na polovici naše blaginje in naše kupne moči, dohiteva. Samo v času mandata gospoda Goloba je neto plača v sosednji Hrvaški zrasla iz nekaj čez 1000 evrov na 1400 evrov. V Sloveniji smo v tem času prišli iz 1400 na 1500. Trenutno imamo gospodarsko rast, ki je manj kot 1%, sosednja država pa 4%. Dobro, gospod Janša, ampak ali sem jaz pravilno razumel ta vaš odgovor, da vi ne boste šli v koalicijo z Anžetom Logarjem po volitvah, tudi če bi vam pomagal oblikovati vlado? Glejte, volitev še ni tukaj, mi bomo šli v koalicijo, če bo potrebna, s tistimi, ki bodo prišli v parlament. Menite, da lahko premagate Roberta Goloba?
na naslednjih volitvah, glede na to, da se vam zdaj približuje tudi božičnica, očitno deluje? To ne menim samo jaz, pač tako menijo tudi tisti, ki so danes prispevali k temu, da se je vložila sodna preiskava zoper gospoda Goloba. Kaj to pomeni, da po vašem mnenju kaj stavijo na Vladimirja Prebiliča? Se bojite gospoda Prebiliča? Bo on tisti, ki bi odločil, kdo bo sestavljal vlado? Slovenska demokratska stranka se pač ne boji nikogar. Ne delamo koalicijo z volivci, verjamemo, da je neka izkušnja zadnjih 3 let spremenila mišljenje marsikoga, vsaj jaz sem jih veliko srečal. Danes, če greš po ulici, težko srečaš koga, ki prizna, da je volil za svobodo, a ne? Po volitvah jih je bilo pa zelo veliko. Tako da delajmo na tem, ne, da bodo stranke predstavljale resne programe, naj bo to tekmovanje programov na teh volitvah, ne pa policijskih preiskav, pa sodnih pregonov in tako naprej. Tako da se bo enkrat dalo racionalno odločati in je še vedno verjamem v razum in racionalnost slovenskega volilnega telesa. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam.